Ponovno pozdravljeni v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka kozmetike Maja Rula. In tukaj z gosti rada klepetam o različnih temah, zdravju, negovanju, osebni rasti. In danes z mano je Nuša. Nuša, živjo in končno dobrodošla. Lep čaroben pozdravček. Ja, in zakaj sem rekla končno? Ker se midve že menva en čas, ampak sva zasedene, pol je bil če nisva midve, je snemalec, pa ti si oddaleč in sem ti ful hvaležna, da si prišla. Koliko časa imaš ponavadi do Ljubljane? Je kar urco pa pol do 2, no. Ja, po moje tudi 2. Ja. 2 moram absolutno računati, no. Ja. Okej, danes si z nami in jaz sem ti res hvaležna, ker si zelo zanimivo bitje in sem si želela, da se mi tle srečava. Pa bi mogoče za začetek ponavadi jaz kaj povem, zdaj se mi pa zdi, da je čas, da tebi to predam, pa da mogoče se ti na kratko predstaviš. Jaz vem za vsaj 3 tvoje talente in bi jih potem bolj podrobno, ampak mogoče čist za en tak občutek, kdo je Nuša? Kdo je Nuša? Nuša je raziskovalka življenja, multidimenzionalnosti. Nuša je terapevtka, glasbenica, ljubiteljica narave, živali. Kako si lepo to povedala. Res. In raziskovalka življenja sem tudi jaz tle vse začutila, ker se mi zdi, da sva se midve ravno zaradi tega spoznale, oziroma da obe si želiva biti dobro v svoji koži, ker ti pogovori so nastali ne samo, da smo dobro v svoji koži, tako, da je koža navlažena in da smo sijoče, ampak da se dobro počutimo, no, in to se mi zdi v zadnjih letih, da jaz raziskujem in delam korake naprej, malo nazaj in najbrž tudi ti, a ne. Predvsem pa, da se koža hrani tudi od znotraj. Ja, absolutno, ker nič nam ne pomaga, če smo mi lepi, pa v bistvu se nimamo radi in pol niti to ne izžarevamo, niti nam ni fajn v svojem telesu. Ne pravijo zaman, da lepota od znotraj prihaja. Ja, itak. Tako da, ja, naravna lepota je najlepša. Zdaj sva že malo kičaste. V glavnem, Nuši. Jaz sem, ko sem te spoznala na enem dogodku, takem meditativnem, sva se midve predstavile in si ti meni rekla, da si Nuša, potem pa sem jaz tebe počekirala, ne tako detektivsko, da si Nuši. Kako to, kdaj je prišlo do tega? A si to zaradi glasbene kariere ali zaradi? Bom rekla, sem oboje. Moram pa kar priznati, ker se mi je zdaj dala izziv, oziroma me spomnila na to, da se zares včasih ne vem, kako se naj predstavim. Ali ne rečem Nuša, ali ne rečem Nuši, pač oboje sem jaz. Kako se naj podpišem, ali naj se eno, ali se naj drugo, itak je oboje prav. Nisi pa oboje, da bi bila... Ne, uradno sem Nuša. Nuši je pa moje umetniško ime, oziroma vzdevek, ki pa izhaja iz moje glasbene. Iz glasbene. To bova imele. Tako da se me drži v bistvu že 20 let. To si ti dala? Ja, ker sem začela, mislim, bomo pol v glasbeni si rekla, rekla, da ne bomo zdaj, ker pa se bo to nanašalo, ampak pa sem pa v resnici nekaj let nazaj, ko sem delala ene spremembe na poslovnem področju, preimenovala svoje podjetje, terapevtske storitve Nuši. Prej je bilo drugo ime, ko sem razmišljala, kaj bi bila, zakaj, v bistvu se ne more biti drugače kot pa Nuši, če sem to jaz. Ja, itak, Nuši, lepo. Vodiš svoje podjetje že 10 let. Kaj si pa prej delala pred tem? V bistvu lahko že rečem, da 20 let sem že v terapevtskih vodah, delam že ves čas
v smeri Podobno. pomoči ljudem in terapijam, ampak sem predelovala pod okriljem, družinskim okriljem, preko staršev, malo smo koristili še študentski servis, tako da zares svoje, imam pa 11. leto, no, v bistvu. Pa oni delujejo naprej podobno, v bistvu. Ja, to je v bistvu dolgoletna družinska tradicija, že preko 40 let. A res? A tudi babi? Ja, babi je začela, v bistvu že njen oče pokojni, ki ga jaz nisem poznala. On je bil že terapevt, se je tudi že z energijami ukvarjal. A res? Pol babi. Babi tudi z energijami? Ja, babi tudi z energijami, ona pa kristale. Eno zanimivo stvar ti moram povedati in bo ful po moje zanimiva. Babi je predvsem delala s kristali. In ona je pripomoglo k temu, da sem se jaz pri mojem študiju za diplomsko nalogo odločila raziskovati kristale. In sem pisala diplomsko nalogo o kristalih. Wow, kaj si pa študirala? Študirala sem delovno terapijo. Aha, delovno terapijo. Ja, in naslov diplomske naloge je bil Alternativne oblike zdravljenja z kristali. Dej nehi. Ja. Da bi, mislim, kristaloterapevt, to, kar nekateri ponujajo, to si tudi pol kaj raziskovala, ali si... To je babi. Ja. Babi je delala na tak način s kristali, saj sem tudi jaz, pa še vedno jih uporabljam, ampak ne ravno kot kristaloterapevt, dodajam jih pri terapiji, kadar in če začutim. Aha. Sem pa raziskovala njihovo delovanje, ker takrat, to je koliko let nazaj, to je 2010 sem diplomirala, 2009. Vidiš, jaz sem kar zaračunala. Ja, bravo, dobra si. 15 let tega in takrat še to ni bilo govora o teh kristalih. Ja, itak. In teh energijskih oblikah zdravljenja. Mislim, je bilo, ampak literature ni bilo dosti. Na trgu ni bilo veliko ponudbe, kolikor je danes poplava vsega. Wow, se pravi, ti si že takrat to... Imam celo diplomo o kristalih. Pa vse je evidence-based, ker itak nisem smela pisati nečesar, kar je neoprijemljivega in neutepljivega. Ampak si raziskovala po področjih, ali mislim po področjih recimo telesa oziroma pomoči, ali si kristale po kristalih? Ne, šlo je za to, da kako jih drugi v tujini uporabljajo pri zdravljenju, na kak način delujejo na telo, na kak način se s telesom sporazumevajo, kaj je njihova funkcija življenja, ker to je živo bitje. Na tak način. Ne, kaj je, zakaj je kje kristal, to vemo vsi. Mislim, vemo, ja. Tega je napisano, že literatura je napisano. Wow. Ja, članke, raziskovalne, vse to sem iskala. A v tujini pa je bilo to? Mislim, kako res to dokazati? A veš? Zdaj, jaz v podrobnosti se ne bom spomnila, ker to že toliko let nazaj. Ne, ampak tako se mi zdi, jaz, ko sem dala kristale razpršila svoja, sem pisala pol objave, ne, kristali so živa bitja, nam lahko pomagajo. Jaz to čutim, ampak ne znam pa razložiti, a veš. Mislim, ne vem, kdo pravzaprav zna. Mogoče kdo, ki... Ja, so uradne raziskave na tem področju bile narejene in so tudi navedeni v moji diplomski nalogi, bi mogli iti pobrskati, ker so mogli biti. Itak, ja. Mogli biti. V bistvu, kristal, a ne, kot živo bitje, njegova edina funkcija življenja je, da oddaja vibracijo, da vibrira in na tak način se sporazumeva z našim telesom ali pač s katero drugo obliko, elementom, vodo, zemljo, kakorkoli, da na nivoju vibracije. Pa misliš, da se da tudi komunicirati z njimi? Mislim, da absolutno se da. No, tudi bova prišli do tega nivoja, tvojega, mojega, ne vem, kjerga. Skratka, tvoje delo je podpora ljudem. In to je tvoje poslanstvo. In se mi zdi, da ga ful čutiš in da res živiš to. Pa me zanima, kakšne terapije vse, ker jaz sem brala na spletni strani, pa bi rada, da ti poveš, kakšne terapije
Se tudi na spletni strani ni vsega, ampak bistvo pa glavno pa je. Jaz bi rekla, da mi je bistven ta holistični pristop in celostna obravnava posameznika. Uporabljam seveda različne tehnike, ki so mi pač samo kot neko osnovno orodje, ki ga pač potem po svoje uporabljam, interpretiram in izvajam. Moja glavna storitev, kot jo pač ljudje najbolj poznajo in kot jo tudi mogoče iščejo, je bolnoterapija. Predvsem specialne obravnave in napredne tehnike bolnoterapije. A to si naknadno po študiju še? Ja, delovna terapija kot to, kar sem študirala, v bistvu nisem nikoli v resnici izvajala, razen tisto, kar pač je bilo obvezno pripravništvo in te stvari. Potem sem se po svoji smeri razvijala. Tisto mi je pač dalo osnovo, podlago in znanje o človeškem telesu, funkcioniranju in anatomiji. Ampak je pa vsem ful povezan. Ja, absolutno, se je neko podlago. Ker vprašanje moje bi bilo sigurno, kaj si študirala, ne? In to se mi zdi ful. Ja, absolutno, tega znanja bi ga nekako na vsak način mogla pridobiti. Se že za kakršnokoli terapevtsko izvajanje je potrebna neka podlaga, strokovna, kakorkoli, da naš oziroma moj razume, kako se telo odziva, pa se telesu dogaja ob neki poškodbi, bolečini in težavi na ta način, ne. In zakaj te je ravno Bownova poklicala? Ko sem se spoznala z bolnoterapijo, prej sem izvajala različne tehnike, raznih masaž, seveda vse so bile terapevtske usmerjene, individualno prilagojene, in fizikalne terapije od vseh teh najnovejših aparatov, ultrazvok, teker, high-top, funkcionalna magnetna stimulacija, ni da ni to, kar zdaj ni top v svetu, kar bom rekla, da so pač izjemne stvari, ki prinašajo zelo hitre rezultate, ene najhitrejših, najbolj hitro učinkovitih in intenzivnih terapij. Ampak mene je vedno zanimalo zadaj, kako lahko dosežem večje rezultate, bolj dolgoročne spremembe v telesu, na ta način in bolj celostno pristopam. In ko sem se spoznala z bolnoterapijo, mi je ponudila ravno to. In mi je ponudila tudi nek drugačen pogled na človeško telo, na človeka, nasploh življenje. Mi je ful spremenila stvari. Koliko je pa to trajajoče študije, recimo, oziroma tečaji? 2015 sem se tega začela učiti. Mislim, da je to preko celega leta trajalo. Vikendi. In to pol nadgrajuješ? To je pač ta osnovna Bownova terapija, ki se pač uči pri nas v Sloveniji, ki je že sama po sebi čudovita. Se pravi, dobiš nek certifikat. Absolutno, tako dobiš certifikat. Potem pač sem itak nadgrajevala znanje, ko so prišli, ker ta terapija izhaja iz Avstralije. Tom Bowen je v bistvu razvil to tehniko. Ko sem spoznala ljudi, ki so se v bistvu učili direkt od Toma Bowna, ki sicer je že pokojen, ampak še živeči ljudje. Se pravi, on je to začel? Tako. On je pravzaprav, jaz bom rekla, ker v tem najinem jeziku boš vedela, kaj mislim, skanaliziral. On je razvijal z raznimi svojimi darovi, tehnikami, ki jih je poznal in znal in razvil to čudovito terapijo. A lahko v enem stavku poveš, pač, kaj, jaz sem bila, ne, na tej terapiji in pa ti bom tudi povedala izkušnjo, ampak a je to pritisk ali je to pač... Ja, pravzaprav pristop je tak. Mene vedno, ko oseba pride na terapijo, ne glede na to, kakšne ima težave, ali se to glavoboli, ali križo zagrabi, ali spati ne more, ni pomembno. Mislim, v končni fazi me najbolj zanima, če je telo tistega, ki je prišel, v strukturnem ravnovesju in simetriji ali ni. Ravnovesje je tisto, ki me zanima, a je ali ni, in od tam potem izhajamo naprej. Se pravi, ti vidiš po drži in po postavitvi določenih točk, recimo? Tako, in potem so razna kineziološka testiranja, s katerimi preverim, a je telo v ravnovesju, in na podlagi tega se pol odločim za obravnavo,
ki poteka seveda ročno, manualno, to ni masaža, to ni gnetje, se dela, mogoče poslušalci ne poznajo. Z določenimi potezami preko mišic, mehkih tkiv, tetiv po celem telesu. V bistvu se aktivirajo procesi, takšni in drugačni, ali se sprošča tisti del telesa, ali ga treba aktivirati. V bistvu mojega pristopa oziroma moje terapije, ki jo izvajam, je odpravljanje primarnih vzrokov, da lahko vzpostavimo popolno ravnovesje telesa. In sicer malo drugače, kot je po moje ti poznaš, prijemi so malo bolj konkretni, malo bolj intenzivni. Mičken drugače izgleda, no, kot pa ta. Ampak je neka struktura terapije? Zdaj si že upam reči, da je ni. Aha, ok, dobro. Ker mi vsako telo pokaže kaj drugega, vsako potrebuje kaj drugega in si pustim to terapevtsko svobodo, da vsakega obravnavam drugače. Ker poleg tega vključujem pač vse ostale svoje zaznave, čute, kakorkoli bi temu rekla. Ful dobro. Jaz sem bila enkrat, že dolgo nazaj, mi je zelo, zelo pomagal prvič. Recimo Miha je bil pa 6 let star, ko dobil parezo. In jaz sem ga peljala na bolnovo terapijo, 5 terapij, in prvič grem jaz z njim in jaz sem vedela, da pač to gre po celem telesu. In naslednjič gre Boštjan z njim. In je rekel, oh my god, on se je mogel uleči na hrbet in ona mu je pritiskala na noge. Jaz sem si mislila, jaz nisem upal, je rekel, jaz nisem upal nič reči, ker sem mislila, mogoče si ga pa za kaj drugega prijavila. A veš? Tako da se mi zdi, da... Ker fora je v tem, da vzrok naših težav je lahko čisto nekaj drugega, kot se pa težave kažejo. Zato je toliko pomembna celostna obravnava in da se gre čez celo telo, ker ravno tisti primarni vzrok je potrebno odpraviti. In prebrala sem tudi, da tehnike za odstranjevanje blokad izvajaš. A to mišljena tudi bolnova ali še kaj drugega? Skupek teh terapij, ki jih izvajam, tudi recimo uporabljam oziroma ukvarjam se, bom rekla, z brazgotinami, tudi brazgotine so moja strast. Tudi to je ena izmed blokad, lahko rečemo, ne samo fizična, ampak tudi čustvena, ne? Ker brazgotina telesu pusti kar ene velike posledice. A res? Misliva, kake brazgotine, tako ko imam jaz tole? Točno to, kar imaš ti. Pa moja ta mala ima... Ne glede na to, tkivo je lahko prerezano, lahko padeš pa si presekaš. Lahko se zgodi ruptura oziroma raztrginina mišice, pa midve ne vidimo brazgotine, pa nastane znotraj tkivo. Vrst brazgotin je velik. Ampak s tkivo se zgodi popolnoma enako brazgotini oziroma celija, ne. Vlakna kolagenska, ko so prerezana, njihova naloga in cilj je, da skočijo skupaj, da rano zaprejo, da se med sabo prepletejo, ne, da rano drži oziroma pač tkivo skupaj. Problem je, ker je tu potem blokada. Tu ni nobene cirkulacije več. Oviranje, krvni pretok, limfa, poti meridianov, tudi energijsko je blokirano. Poleg tega ima pa tkivo celice, telo ima celični spomin. In si zapomni čisto vse čustva, občutke, vse, kar je bilo v zvezi z nastankom brazgotine. Že preden je brazgotina nastala, potem med posegom, kaj se dogaja, potem po posegu, rehabilitacija. To je ogromno enih občutkov, neprijetnih, enih strahov, enih... Ampak ti dejansko tudi fizično bo brazgotina pol s tvojo terapijo boš izgledala, recimo? V bistvu tu ni zdaj prvi cilj v bistvu estetskega izgleda. Se pa brazgotina, ko se sprosti,
z eno posebno obravnavo se ta vlakna, prevozlana, bom po domače povedala, odprejo in sprostijo oziroma odvozlajo in to omogoči krvnemu obtoku, da vzpostavi novo povezavo, da spusti limfo skozi, energijska blokada se sprosti s tem. Tkivo spodaj pod brazgotino, ki je zalepljeno, se mu omogoči nemoteno premikanje in ni več zalepljeno in ne vleče in povzroča tudi neravnovesje v telesu. Wow, nikoli še nisem na ta način pogledala. Mogoče imam pa jaz iz drugega razreda pol travme. Mislim, itak jih imam. In te stvari pol nosimo s sabo. Zdaj, ena brazgotina nastane za nekega mogoče lepotnega kirurškega posega, ko se sam človek odloči, si misliš, ni kaj hudega pa težkega, ampak vseeno so neprijetni občutki, vseeno ne veš, a bo v redu, pa bo bolelo, pa te strah, pa bo vse okej. Si pa predstavlja eno travmo zadaj, recimo urgentni carski rez pri ženski pri porodu. Kako travma je lahko to zadaj, kaki strahovi, a bom preživela jaz, a bo preživel otrok. Brazgotine, ki so recimo, ki ti jih nekdo prizadene s kakim napadom, s kakim nasiljem. Bog ne deja. So kar zahtevne Kaj pa recimo strije, to je pa čisto nekaj drugega. Strije? Ja. Nisem jih v potankosti raziskovala, pa tudi to ena vrsta brazgotine, ker je tkivo koža. Dejansko je, ja. Na nek način. Oziroma, sem jih že delala in sproščala pri enih ekstremnih zadevah, ker je bila ena ekstremna rast hrbtenice po operaciji in so bile tudi res ogromne strije, ki so povzročile napetosti in neprijetnosti. Da sem jih že sproščala, ni pa to zdaj, da bi to estetsko s tem odpravila. In tudi, ko pridejo k tebi, ne pridejo zaradi estetskih, ali tudi? Ne, vzrok in glavni vzrok ni to, je pa absolutno, ko se brazgotina sprosti, ko tkivo ne vleče več, ko se to zmehča, se tudi veliko lepše vidi, ker se prekrvavitev vzpostavi, barva se izboljša, videz se izboljša, absolutno. Ne pomeni pa, da bo brazgotina zginila. Ja, razumem. Ne, se mi zdi, da za te strije smo pa različno, ne vem, kako bi to rekla, eni imajo, eni nimajo, ne, od rasti recimo. Zelo odvisno od same kože, od tkiva, ki ga ima posameznik, od kolagena, od kupa enih dejavnikov. Dajva midve peva naprej. Se pravi, ti pomagaš postavljati ravnovesje in kaj je zate ravnovesje? Vsak dan mi pomeni nekaj novega. Vsak dan odkrijem nekaj novega v ravnovesju. Zdaj, ni definicije. Ravnovesje je ful širok pojem. Ja. Ravnovesje, s katerim sem se pač ukvarjala do zdaj, je bilo strukturno fizično ravnovesje telesa, ki pa vemo, da ni samo fizično telo, da imamo več teles. In da je pa res, da živimo tu, v tem telesu, na planetu Zemlja. Imamo fizično telo in je to naš prvi tempelj in glavni tempelj. In po mojih izkušnjah, je zelo pomembno mogoče v prvi vrsti vzpostaviti strukturno fizično ravnovesje in poskrbeti za fizično telo, fizično ravnovesje, da se pa tudi lažje na vseh ostalih nivojih poklopi, ker brez fizičnega strukturnega ravnovesja tudi hormonsko ravnovesje ne more štimati, imunski sistem, živčni sistem, energijsko, vse je povezano. In v bistvu vsa naša telesa, poleg še čustveno, mentalno, energijsko, morajo biti v ravnovesju, pač, da lahko funkcioniramo tako. Tudi o tem bi se pogovarjala s tabo. In jaz si predstavljam, a veš, kakor da je to, da so vsa naša telesa kakor v enem želeju, a ne, mislim, želeju. Da pač to more biti povezan in more biti v ravnovesju, ker se drugače vse poruši, a ne. To je v bistvu, to je cilj. Ravnovesje, mislim, zame pa ravnovesje recimo mir, a ne. Ja, ravno tudi tega sem se želela dotakniti, tega dobro, da si rekla, ker je res ravnovesje širok pojem. To je bilo to ravnovesje, s čimer sem se ukvarjala in po kateri ravnovesje ponavadi ljudje pridejo. Se pa vedno bolj zavedam in jaz in ljudje nasploh, da je zelo pomembno, oziroma da spoznajo tudi drug vidik. Ker ravnovesje
zelo pomembno se mi zdi ravnovesje, tudi tako, če malo bolj široko pogledamo, med delom, prostim časom, dnevnimi aktivnostmi, na kar pa ful pozabljamo, čeprav je o tem ful govora in ful poudarka, ampak pozabljamo o tem bistvenem pa glavnem ravnovesju v življenju. Meni se je pripeljalo ravno to, pač jaz med meditacijo pišem in meni se velikokrat pojavi to ravnovesje. Prav ravnovesje med aktivnostjo in počitkom, ker jaz tako si velikokrat ne dam tega počitka, in pol pač ne more biti. Ali pa ravnovesje med nežnostjo in odločnostjo. A veš, da je pač vse, da je vse tle v stebru, a ne nekako. Ravnovesje med spuščanjem, sprejemanjem. Velikih je. Sigurno bova še kaj mogoče bi se dotaknila še enega ravnovesja, ki ga ozaveščam zmeraj bolj. Ljudje, ki smo odprti, kot smo midve, in ki radi raziskujemo tudi druge dimenzije in nivoje zavesti in obstoja, ker je to zelo, zelo, zelo zanimivo. Hkrati pa ful pozabljamo na prizemljevanje in na naše korenine. Ker tudi to ravnovesje, biti povezan s svojo dušo, s svojim srcem, s svojim izvorom, kakorkoli bi lahko temu rekla, povezani s svojimi vodniki, z Bogom, kakorkoli vesoljem, kakorkoli bi kdo temu rekel. Povezani s sabo, s svojim telesom, s svojim fizičnim telesom in pa povezani z matero zemljo, povezani s svojimi koreninami. Premalo poudarka dajemo na dolno, vse to pač preko svojih izkušenj mi kaže, koliko je to zares ful pomembno. Na to sem jaz recimo malo pozabila. Ko rada raziskujem in potujem in tako naprej. Tudi jaz, in sem imela, Miha je imel poleti pred kakšnim 3 tedni za Savinjo meditacijo in moja namera je bila povezati to zemeljsko Darjo s tako malo bolj duhovno Darjo, a ne? In se je tako zelo lepo potem je prišel uvid, da ne, da nisem jaz tam pa tukaj, da jaz se moram preko srca povezati in živeti pač, a ne, celostno nekako, no. Da ni nekaj skozi, poglej. Moja beseda je bila že 5 let nazaj, ali pa 6, še več, 7. Tako ravnovesje. Zdaj, Ne, povej. Še eno ravnovesje, še enega ravnovesja. Sem se cel čas govorila. No, ampak. Ja, to bo tema. Sem ti rekla, da bo to naslov. To bo tema. Res. Vsi hrepenimo po ljubezni, iščemo svetlobo, širimo svetlobo in tako naprej. Ampak tudi tema je del nas. Tudi naše travme so del nas. In se mi zdi, da tema, kaj pomeni za posameznika, pač spet lahko debatiramo. Ampak ful se ljudje bojimo iti v svoje globine, bojimo se iti raziskovati svojo, pod narekovaj, temo. Mi bi sam pač svetlobo in ljubezen in svobodo, mislim, sej, ampak tudi tema je del nas, tudi strahovi so del nas. Tudi tle je to, veš. Sence sem si prav napisala, da morava se o tem tudi pogovarjati. In vsi ti strahovi in vse to in naša ranljivost, no, ravno to, ne. Vsi delamo na tem, da iščemo in hrepenimo po moči, da se opolnomočimo, kakorkoli. Ranljivosti pa noben ne bi pokazal. Pa saj tudi, ko sem ranljiva, sem glih tak jaz. Sem isto jaz. Nisem nič slabša, nič manj, nič več. In se mi zdi, da ko pokažemo svojo ranljivost, se lahko s tem objamemo, in ko pokažemo tudi, a veš, med sabo ženske, lahko odpremo to polje, da nekako tudi druge začutijo, da
so lahko. In da je to normalno in da je to sprejemljivo. Tako. In ko jaz vidim na kakšnem dogodku, mi je ravno to tako dragoceno, da si dovolimo to. Ker se mi zdi, da en drugi kažemo, da se ne vem, kako bi to sploh povedala, ampak ne znam povedati, kakor, daj mi ti pomagaj. Opogumimo mogoče en drugega, da si pač lahko to, kar si. Mogoče bi jaz sem tu še rekla, predvsem najprej, da si dovolimo biti. Ne da pokažemo tudi in delimo ranljivost, ampak predvsem najprej, da si dovolimo biti ranljivi, da si dovoliš zjoka, da si dovoliš biti slabe volje, da si dovoliš, da te je strah, da si dovoliš in da sprejmeš to kot del sebe. Ne, da sem takrat pa jaz slaba, takrat se pa ne smem pokazati, takrat pa bolj se umaknem. Res je ta ranljivost, ta tema, kakorkoli. Jaz sem se, mislim, ne bom rekla, da sem se bala, ampak pač se izogibamo teh stvari. Jaz sem se izogibala. Logično, če ni prijetno. In smo se bojimo iti pogledati svojo temo, pač svoje vzorce, blokade in tako naprej. Ampak ko ugotoviš, mislim, saj jaz da ni nič grozen. Ja, v mojem procesu je to zelo tako, da pač se kamorkoli bom pogledala, karkoli tema je, karkoli je moja tema, pa se to je moje. To sem jaz. Kamorkoli sem obrnila, pa kamorkoli bom pogledala, bom videla sam sebe. Nič drugega. In se mi zdi, da ko si to dovolimo, pa jaz si tudi nisem, pa jaz si zdaj šele, a ne, pa tudi si kdaj ne bi, da lahko greš naprej. Da, ko pogledaš v to, lahko v bistvu greš onkraj in pa se to nas gradi, se to nam da nek pogon, zagon. Itak. Jaz si pač to predstavljam, te stvari, rečemo izkušnje, lahko so to travmatične situacije, ki pač niso bile v življenju prijetne, karkoli že to. Se to je v bistvu, si predstavljam kot neko, bom pri spodobi rekla, gnojilo, iz katerega sem zrasla, gnojilo, ki mi bo pripeljalo do moje moči, do mojega cilja, kamor želim iti. Ali pa da recimo, ko to pogledamo, lahko to opazimo, kako smo delovali, pa lahko drugače delujemo. Zato je pa cilj, da ko prepoznamo določene vzorce in blokade, da jih seveda odpravljamo, da gremo čez. Ti, kot terapevtka, se mi zdi, da moraš še bolj delati na sebi, če želiš, se pravi, da moraš biti ti v ravnovesju, če želiš podpreti suvereno druge, a ne? To je moj moto že v bistvu nekdaj in res sem si zadala, da pač vedno, da najprej poskrbim za sebe in potem za druge. Saj mi kdaj gre, pa mogoče na katerem drugem področju ne poskrbim čisto za sebe, ampak se probam tega res kar fejst držati. In kar se tiče fizično, hvala Bogu, nimam nobenih težav, bolečin, kar se tega tiče. Ampak vseeno, če sem utrujena, jaz ne bom mogla delati, kot pač bi lahko, mislim, že če pogledamo recimo urnik, ki si ga kreiram. Si ga moram naštudirati na tak način in stremim k temu, da prvo stranko, ki pride v dnevu, in zadnjo stranko, ki pride v dnevu, lahko naredim enako dobro in kvalitetno. Da nisem pri zadnjem že utrujena, izčrpana, kakorkoli. To pomeni res pripravljenost. Da ne grem čez sebe. Se pravi, če bi pa šla čez sebe, pa bi v bistvu cel dan delala, bi pa šla iz ravnovesja nekako. Sigurno. Da sem tudi notranje pomerjena, da sem, če sem jaz zadovoljna, če sem jaz srečna, če sem jaz v ravnovesju, lahko to nudim drugim, se prej ne morem. Tako, vse to je to. Že od nekdaj pametujem ljudem, pa predvsem govorim tudi sebi, da moraš prej sebe imeti rad, da lahko rad imaš druge in to vseh svojih pesmih, pa bomo se še o tem pogovarjali. Ves čas poudarjam, da moramo res najprej za sebe poskrbeti, pa za druge. Ker bom drugmu dala ljubezen, če je nimam do sebe. Ja, itak. Ampak
fajn je, da se tega zavemo in da se to učimo. Pa tudi, če je pri nekaterih to pri 20, pri nekaterih to pri 50 lej. In če pozabimo nase, se zgodijo razni odkloni, bolezni. In jaz bi se tle dotaknila ravno tega, ker ti imaš pač s tem veliko izkušenj. In tukaj sem hotela izpostaviti, da nismo samo fizično telo, da smo tudi čustveno, mentalno, energijsko in da je pomembno, da so vsa telesa povezana. In da velikokrat čustva v bistvu vplivajo na fizično telo. Kako ti gledaš to, da velikokrat se bojimo čutiti mogoče neko čustvo, to potlačimo. Pa pravzaprav tudi velikokrat delimo, mislim, vsaj jaz sem, na pozitivna pa negativna čustva, a ne? Kako ti gledaš na čustva, no? A zate samo so? Jaz bi rekla, da samo so. Jaz jih tudi probam ne deliti na pozitivna pa negativna. Imajo pač po mojem pogledu pač določena čustva pač nizko vibracijo, določena pač visoko vibracijo. Seveda si želimo biti čim več in čim dlje v visoki vibraciji. In to je tudi naša naloga in naša odgovornost vsakega posameznika. Zdaj pač čustva, kot so žalost, jeza, predvsem strah, to ima vse ful nizko vibracijo. In to seveda vpliva na naše telo, fizično telo. Ker tako smo se že prej o ravnovesju pogovarjali, tudi če gledamo samo fizično strukturno ravnovesje, ni nujno, da ga vedno poruši neka fizična stvar, kot je poškodba, prisiljena drža, nekaj fizičnega. Poruši ga lahko tudi imunski sistem, če zbolimo, tako COVID in te stvari, ko so res take močne bolezni, čisto fizično strukturno ravnovesje poruši, predvsem pa zdaj, ko se pogovarjamo o tem, stres. Najbolj hinavski je ta prikriti stres, ko se ga človek sploh ne zaveda, da ga ima. Ampak itak se nam nabira, odkar se rodimo, začnemo pridobivati, živeti, pridobivati izkušnje v življenju in se nabira skozi življenje. In enkrat, če pač večina se ne ukvarjamo in predelujemo stvari že od nekdaj, ker tega ne znamo in tega nismo naučeni, da bi sproti procesirali, da bi sproti predelovali stvari, se šele pol kasnejši odrasli dobi začnemo s tem, če se ukvarjati in prepoznavati pomembnost tega. Ampak vse enkrat preveč nabere, je rezervoar poln. Telo je rezervoar poln, jaz to ful rada primerjam z kozarcem polne vode. Ko kozarec enkrat poln vode, voda začne čez teči. In isto, ko je enkrat enostavno, ko telo naše več ne premore, tukaj ene napetosti, vseh teh čustev, vseh te teže, česarkoli pač že, začne na fizičnem nivoju kazati. Kaj pa je z napetostjo, z bolečino, ali pač z nekimi vnetnimi procesi, s boleznijo, kakorkoli. Kaj pa avtoimune, recimo? To je vse psihosomatskega izvora, za moje pojme. A ti tudi s temi delaš? Ja, absolutno. Z Bownovo? Ja, s temi svojimi, bom rekla, nekim kompletom. Kompletom, paketom. Ja, ne glede na to, s kako težavo nekdo pride na rabi te v križu zagrabiti, nekdo je mogoče izgorel, izčrpan, ima burnout, ali pa ima neko kronično bolezen. Se pravi, tudi izgorelost lahko ga ti na mizi? Nekje je vzrok, da mene vedno vzrok zanima, zakaj se je ravnovesje porušilo. Kje je vzrok, da je nekdo izgorel, kje je vzrok, da je prišlo do kroničnega vnetja ali pa artritisa ali kakorkoli. Ampak to je pa zgodba zase, ker so v ozadju itak druge stvari, način življenja, posameznikove izkušnje. Kaj pa se ti zdi, da je ta kritična točka? A veš, da 2 leti se stresiraš, pa še nekako telo zmore, pa če enkrat ne zmore tako nizke vibracije ali kaj. Ne vem, kritična točka lahko začne vsakega posameznika drugega. Jaz sem se enkrat, Nekaj povej. Ful sem se ustrašila, mislim, jaz sem tako na robu, a veš, že par let. Vem, ni v redu. Ne,
Se nismo tako davčno razen. A sem malo izgorela, Madonna, sem res malo že izgorela. In pa sem enkrat, par mesecev nazaj nisem mogla vstati. Mislim, nisem mogla vstati, ni bilo tako hudo, ampak mene so noge težje nesle, kakor kdajkoli prej. In jaz sem se ful ustrašila. Ful sem se ustrašila, res. In sem takoj prehransko eno kolegico malo za svetovanje. Se mi zdi, da ja, pač res enkrat ti telo pokaže, da je čas za spremembo. Telo nam skozi kaže. Ja. Skozi na različne načine, samo zdaj pač ali ga ne slišimo, ali ga slišimo, pa ga ne upoštevamo. Začne z malimi znaki. Pač se ne počutiš okej, ali si nemiren, ali si nervozen, mogoče imaš glavobol, mogoče si utrujen. To so že vse znaki. Kaj pa za nekoga kritična točka? Mogoče to, da ima vsak dan glavobol, ali pa mogoče to, da en dan pač sploh ne vstane s postelje zjutraj, ali kritična točka, da ga toliko zagrabi v križu, da se več ne more zravnati. Različno pri posamezniku. Telo pa vedno po malem opozarja, pa kaže, pa nam nekaj sporoča. Pa se ti zdi, da recimo, kaj bi ti rekla, kakšni so koraki pri bolezni? Se pravi, da najprej nekako to sprejmemo, začnemo raziskovati, pol v neki zadnji fazi, a veš? Ja, prva stvar je, da človek sploh, da prepoznaš, da imaš problem, da najprej ozavestiš, da imaš problem, težavo, karkoli to je. To je že prvi korak. In pa naslednji korak je po mojem sprejemanje. Da ne vem, neke težave, neke bolezni ne negiramo. Se ni nič, bo že mimo. Ali je to bolečina, ali pa je to neka bolezen. Ali pa si prigovarjamo, nisem bolan, oziroma sem zdrav. Ja, to je zdaj trenutno moje stanje telesa, ga sprejemam bolezen, nekaj mi želi pokazati, nekaj mi želi naučiti, da pogledam ozadje, kaj nisem počela v skladu s sabo. Pa da gremo pol v bistvu raziskovati sebe, da bomo videli, mislim, na kak način lahko naredimo spremembo. Da prepoznamo mogoče vzrok, ki je pripeljal sem. Kaj me je želelo telo, kje sem pretiravala, kje se nisem ustavila. Ali je to pri delu, ali je to premalo počitka, ali je to neka navada, ki me ne podpira, pa jo počnem vsak dan, ali je to nek odnos, ki me ne izpolnjuje, ali je to pač nekaj. Nek začaran krog, dobro, če so neke kronične stvari, je to začaran krog, kjerem se vrtimo že leta. Da pač prepoznamo te stvari, da jih poskušamo pač seveda odpraviti. Tako Hipokrat je tudi rekel, bom probala zdaj po slovensko povedati, pač če nisi pripravljen opustiti in spremeniti tega, kar te je naredilo bolnega, pač jaz te ne morem ozdraviti. Jaz ti ne morem pomagati, lahko ti za kratek čas. Na dolgi rok pa sigurno ne. Se tudi ni smiselno, ne? Mislim, se je vedno prav, da se gleda čim bolj celostno. Tako. In pa se vprašati, kaj lahko zdaj za to naredim, da se bom počutila boljše. Eno je, da si poiščemo pomoč nekoga, ali terapeuta, kakorkoli, da nam pri tem pomaga. Drugo pa, kaj lahko še sam naredim, kako lahko lepše poskrbim za sebe, kako si lahko dam še več ljubezni. Si lahko dvignem prisluhnice. Ja, kako lahko dvignem svojo vibracijo, kaj naj počnem, da bom bolj pomirjena, kaj mi nudi užitek, kaj bo dvignilo mojo vibracijo, ker visoka vibracija je tista, ki zdravi, ne nizka vibracija, ne strah, panika, zdaj pa to. Se mi zdi, da če se poslušamo, je že to ena visoka vibracija, ni? Jaz tudi visoko vibracijo, o kateri velikokrat govorijo zdaj ali pa govorimo, jo doživljam kot neki, mislim, ne bi jo znala definirati drugače, kakor da ti je takrat lepo, lahkotno, v flowu, v ravnovesju spet. Ko si pomirjen, ko si zadovoljen, ljubezen. Ljubezen ima po moje najvišjo vibracijo. Itak. Zdaj smo mi dve v ljubezni, vedno bolj, tako da, čustva. Pa imamo pa še misli, kako mi mislimo. To se tudi po moje pozna, kako smo velikokrat na avtopilotu svojih misli in vedno govorimo isto. In
govorimo stvari, ki jih v bistvu nočemo, ne? Mislim, Ja. Zdaj pa, če pogledamo že zakon privlačnosti, moč misli, tako. o tem, kar razmišljamo, to, kar čutimo, to privlačimo. Ampak, a veš, kaj se meni zdi, da bi se to mogli učiti? To bi mogel biti predmet že v osnovni šoli. Ja, ampak res, Ja. res, ker nekdo bo celo življenje govoril ali slabo o sebi, ali slabo o drugem. Pač, a ne bi bilo boljše, da bi se naučil drugače? A ne? Pač ta program, v katerem smo, sistem, v katerem Ja. smo, ko smo pač tako naučeni. Se vem. Naučeni smo, da jamramo, naučeni smo, da se skozi neki bunimo, skozi neki, da nas je strah. Naučeni smo tako. In se mi zdi, da naša odgovornost je Vsak zase. a ne? tista, da Ja. pač poskrbimo za to, da odpravljamo te vzorce, odpravljamo te programe, kakorkoli, in da se naučimo novih navad, novih misli, novih stvari. In se mi zdi, da to sem že enkrat z Nino govorila, da bolj, ko delaš na sebi, manj je tega. Jaz ne grem nikamor v družbo, da bi bilo obrekovanje, jaz tega ne poznam več. A veš? Pač res. Ja. Meni se zdi, da In zato je tudi moj krog zelo mali. ja, pač Če se nimam z ljudmi za pogovarjati, pač ne v vremenu, pa tehničnih stvareh, pa pač o drugih, pač pa se raje ne družim. ja, glej, tako je. In tudi energija, energijsko telo, a ne, ki je recimo zadnje, tisto nižje, je tudi pomembno, da spoštujemo svojo energijo, ravno tako, kot si zdajle rekla, oziroma kot sva obe, ne, rekli, da velikokrat, da če nam nekaj ni, da pač spoštujemo to, a ne. Ker se mi zdi, da vedno, ko gremo, ne delamo v skladu s tem, kar čutimo, ranimo sebe, a ne. Točno to. Se pravi, nekaj si že omenila, s čim vse prihajajo k tebi, a ne, izgorelost, bolečine v hrbtenici, glavoboli in tako naprej. A je to pravilo, da ti odkrivaš, se pogovarjaš z ljudmi, da odkrivaš vzrok? Pravilo ni, tudi vsak ni pripravljen se sploh Saj to me pogovarjati. zanima, kako to. Je pa res, da zadnja leta oziroma vedno več takih ljudi prihaja, ki so se pripravljeni pogovarjati, ki so pripravljeni narediti tudi nekaj več za sebe. In to tudi moja namera je, da me najdejo taki ljudje. Nekateri pač niso na tej stopnji zavedanja, tisti, ki pa niso, in pa vseeno malo Usmeriš mogoče, tako da usmerim, pokažem, nakažem, v kateri smeri naj razmišljajo, da malo sami, da jih ne napadeš človeka, če ni ja, se ga ne pripravljen moreš. razmišljati teh Se stvari. ne moreš. Ja, no, to me je zanimalo, kako ti v bistvu, ko sva govorili, da je fajn, da pogledamo vzroka, ne, kako ti to povezuješ, to me je zanimalo. In potem sem si mislila, ko sem rekla, da te bom to sigurno vprašala, sem si potem mislila, pa sej hnuši sploh ne hodijo taki najbrž, oziroma že vejo, da si ti malo tako čarovnice, a ne. Ja, ni čisto nujno. Ni nujno. Ni nujno, Dobro, bojo zdajle mogoče ti čuli. ker tega nikoli nisem nek Ja, zvon saj vem, da obešala in nisi, javno o tem ful govorila, to še neke zadnje obdobje, da sem začela se javno o tem pogovarjati, ker se mi zdi tudi prav, da ljudje vejo. Ja. Pač, okej, jaz sem delala svoje stvari, svoje terapije, nisem razlagala, da vam kaj počnem, mislim, dodatno poleg terapije, pač rezultati pač povejo svoje in pač počutje človeka. Ostalo jih pa tako ne zanima, pa ne briga. Pride po pomoč in jo dobi. Tako. Ampak vseeno, no, se mi zdi, da je pomembno, da se pogovarjamo o teh stvarih in da se ljudje zavedajo, kaj vse vpliva na njihovo počutje. Se zato pa Da se tudi tudi dviguje. jaz rada odpiram te teme. A veš, Tako. Da se dviguje nivo zavedanja in zavest ljudi. In ko sem rekla, da si čarovnica, jaz imam eno izkušnjo s čarovnico s tabo. A veš to? Veš, da veš? Mi smo bili 14 dni nazaj na eni meditaciji v gozdu oziroma na jasi in jaz sem imela tako hudo
vnetje mehurja, da sem poklicala organizatorko, če je kakšen WC, ker jaz sem mogla na 10 minut hoditi, 15. In ti si mene z dotikom, dobro, zdaj ne iti vseh nuši, ampak res, kaj si ti naredila? Ti si vedela, da si nekaj naredila, ker si me vprašala. Mislim, a veš, a to sploh boš povedala? A sploh ne veš? Sem kar malo zafarvala. Ne, mislim, vem. Si pošiljala nekaj? Ja. Energijo in podporo in ljubezen. Zdaj je mogoče primeren trenutek, da poveva, da ti tudi kanaliziraš. In mogoče sva se midve zato tudi prej spoznale, ker drugače se mogoče sploh ne bi, ker sem jaz toliko starejša od tebe in ti si ena slavna oseba in se mogoče sploh ne bi. Ne vem. Ker sta se vidva z Mihom poznala. Ne? In jaz sem tle že govorila z Mihom o kanaliziranju. Pa mogoče povej še ti to, ne definicijo, tako, čisto preprosto v enem stavku, dveh. Kaj to je? Tudi kanaliziranje, sicer nimam toliko rada tega izraza. Kaj pa bi rekla? Ne vem, nisem še našla svojega. Okej. Nisem še našla svojega izraza, ki bi ga dala v izraz. Ker to eni pol malo zamenjujejo. Ja, ampak bom pustila, naj tako ostane, ker ljudje to pač zdaj poznajo in že malo vejo, kaj to je, pa naj pol ostane tak. Pač jaz rečem temu povezovanje z višjimi nivoji zavesti, z duhovnim vodstvom. V bistvu s čimerkoli. Povezovanje v končni fazi, nekateri mediji se povezujejo tudi z energijo duš, ljudi, ki so pač šli čez. Ti bi se lahko? Lahko bi se, no, tudi mogoče zelo zanimivo vprašanje. Jaz se rada povezujem z duhovnimi vodniki, angeli, res z višjimi nivoji zavesti, ker je res ljubezen, sama visoka vibracija in svetloba in je vse lepo. In ravnovesje. In rečemo ravnovesje. Ja. Čeprav tam teme ni, vse ne v taki obliki. No. Ja. Okay, ja, razumem, če gledava ravnovesje, da je oboje, okej. In od tam prihajajo sama ljubeča sporočila, ne? Jasnost ali karkoli že. Medtem ko povezovanje z energijami duš, sicer sama tega osebno še nisem počela, mogoče imam kakšne predsodke pred tem, ker pač kot v otroštvu, kot mali deklici, ko so se mi pač te darovi začeli odpirati. To boš tudi povedala, prosim. Od malega. Je bilo to zelo zoprno, zelo neprijetno. Po noči sem se zbujala, pa so se sprehajale podobe duše po sobi in tako naprej. Jaz tega od tebi ne vem, midve nisva nikoli o tem govorile, imam pa napisan, če si slučajno začutila ta svet že kot majhna deklica. No, vidiš, kaj fajn. Ja, ne vem, koliko sem stara, po moje kakšne 5 let. Pač kodr moj spomin pač seže, no. Sem videvala nenavadne stvari, če danes temu rečemo paranormalne ali kakorkoli, ker pač niso bile normalne in običajne. A to pomeni, da si videla nekoga, ki ga noben drug ni videl? Ja. Razne podobe na oknu. Jaz sem pred 11 leti, Stresno me je. 11 let je tega, kar sem z eno pesmijo prvič o tem javno spregovorila in preko pesmi podala se svoje izkušnje. In o tem takrat začela javno govoriti. 11 let nazaj? 11 let nazaj. A res? Pesem Ring Around the Rosie. Zato posnet tudi video spot, tak malo strašljiv, čeprav me danes žal, da je strašljiv, ker ni prav in tudi ni bil namen, da ljudi strašim s to pesmijo, ampak pač je bilo fajn in fino in zabavno. Od takrat sem začela pripovedovati te stvari in zato mogoče kdo pozna že te zgodbe. Nisem jih opisala pač specifično in detajle. Videla sem, tako sem rekla, razne podobe, oči, tiste strašne.
O moj bog, Nuša, to jaz nič ne vem. To je en najbolj takih spominov, ki mi mogoče ravno ta strah, ki se je takrat zbudil v meni. Si je zatrla pol to, ne? To zatrla, pol luči na nebu, v smislu NLP-ja. Dolga leta me je bilo strah pogledati v zvezdnato nebo, čudovito, in opazovati zvezde, ker sem se bala, da bom nekaj videla. Dolga leta sem imela nočne more skozi najstništvo, skozi otroštvo, še v času srednje šole. Pa si komu povedala? Sem, ampak pač enostavno v moji okolici takrat so pač seveda to zatrli, se nič ni, si videla letalo, so me pač potolažili na nek določen način, ampak jaz znotraj vem in čutim, da to ni bilo ne letalo in da to ni, pač vem, da je bilo pač nekaj več. Pa ti strahovi so me pol spremljali. Pa misliš, da so te to obiskale tvoje duše pokojnih ali Zdaj, ne veš? Jaz bom priznala, da nisem pol zdaj šla v detajle raziskovati, razloženo mi je kasneje bilo na različne načine, vsak to pač drugače interpretira. Možno, da so bili tudi kakšni vodniki, da so bile kakšne duše takrat. Pač energije se kaže na različne načine, tudi skozi tehnologijo, tudi skozi razne pač stvari, oblike, skozi svetlobo in tako naprej. Se pač verjetno skozi na tak način želelo nekaj. Pa misliš, da vodniki... Jaz mislim, da takrat niso bili vodniki. Ja, ne, pa se ni imel vsem, kako je oseba stara, se to po moje ne pozna. Otroci so najbolj dovzetni za te stvari, ker so še najbolj čista bitja. To še ni vzorcev, blokad, nizke vibracije, ker pač pol z leti prevzamemo in se nam pač ta dar, ta kanal, kako rečemo, pol zapre, ne, se je pač od tega in od nas je odvisno, koliko smo odprti, povezani in dovzetni za te stvari. Se pravi, ti nisi hotela takrat čutiti tega? Mislim, hotela ali ne hotela, strah me je bilo, se nič ni bilo drugega kot strah, ker pač nisem vedela, kaj to je, ker sem 5-letni otrok, kaj ve, kaj to je, če ne veš. Pol v najstništvu me pa že začelo malo zanimati, kaj to je bilo. Ampak nisi pa takrat več imela teh podob, oziroma... Skozi otroštvo malo so se dogajale, pa se je malo vmes umirilo, pa se je pol kasneje spet začelo. In pa sem spet začela pač o tem razmišljati in pol kasneje, v kasnejših letih je pa pol bilo to zbujanje po noči, da sem mogla iti luč prižgati, da sem videla, da fizično ni nobenega v hiši, v stanovanju. Tudi si imela... Pač, da vidim, da nobeni, ker sem imela eno obdobje paranojo, da sem zaklenila vrata zvečer, ker ponavadi se drugače ne zaklepam nekaj. Ok, to ne smem javno govoriti, da me je kdo vlomil. V preteklosti se nikoli nisem nekaj zaklepala, karkoli to pač imam neko zaupanje, da sem varovana, ampak takrat tisto obdobje prav vsak večer, ko sem že bila v postelji, a sem šla zakleniti. A si mislila, da so, a si takrat mislila, da so od odzunaj prišli? Ja, veš, ker to se zgodi po noči, ko ti spiš in te nekaj zbudi in ti v tistem na pol snu ne veš, a sanjaš, ali dejansko res, ali kaj, mislim, kaj se dogaja. In dejansko sem vedno mogla prižgati luč, da sem videla, da fizično ni nobene osebe, vlomilca, karkoli v hiši. Pa sem, ok, v redu, so energije, ampak vseeno je bilo zoprno. Pa kako si bila stara takrat, ko se je spet začel, oziroma... V času srednje šole, pa pol študija, najstništvo, tako se je po obrokih. Kdaj si pa želela vedeti več, oziroma naučiti, recimo, da si šla potem najbrž na kakšen tečaj, ne? Jaz nekako itak vem, da so to neki darovi, sposobnosti, bom rekla darovi, sposobnost nekega zaznavanja energije, kakakoli, kar se tudi pri mojih terapijah in terapevtskem delu izraža in čutim, kar pač neko to notranje vedenje skozi kanal. Jaz sem pač bolj odprt ta kanal jasnovedenja, tudi včasih jasnovidenja, jasnočutenja ful manj. Da sem nekako skozi imela to vedenje, da ko delam terapijo, da se dogaja tudi marsikaj več skozi moje roke, skozi tudi, če bo to si čutila? Neka masaža, neka terapija fizična, na fizičnem nivoju, da se to skozi dogaja tudi marsikaj drugega. Poznana sem kot poznana. Ljudje, ki me poznajo, vejo, da sem sanjač in ful sanjam.
sanjah se mi ful zgodi stvari. Aha, sanjaš, zares sanjaš. Da res sanjaš. Ja. Aha, okej. Sanjam, mislim, sanje so večplastne, se to vem, ampak ogromno dobim uvidov skozi sanje, enih odgovorov, ful enih stvari. Jaz pa šele zdaj zadnjo leto, nikoli nisem sanje imala, kakor da mi kaj sporočajo. Zdaj pa tudi, če so malo neprijetne, jih avtomatsko čutim, kaj mi želijo sporočiti. To je bistvo. Wow. Velikokrat nam pokaže naše strahove, naše blokade. Ja. Sploh skozi neke take neprijetne občutke. No in zdaj zadnje leto si pa ti dala to celo kot storitev, a ne? Ja, nekako enostavno, bom rekla, moji vodniki, moja duša, kakorkoli me več ne pusti pri miru, da bi ne to dala v svet in sem rekla, okej, dobro, so bili še določeni drugi vzroki, zakaj to javno nisem počela. Dokler si nisem sama dovolila in dala dovoljenja, da lahko, ne glede na odziv ljudi, ker pač čutim, da ljudje to potrebujejo, vsi to potrebujemo v tem tempu in načinu življenja, ki ga imamo, da sem dala to tudi ven. Jaz pač vidim to na način, mislim, kanaliziranje. Jaz predvsem uporabljam ta dar pri terapijah, pri svojem delu, da mi je pokazano, na kak način osebo podprem. A to vmes, ko delaš? Tudi ko delam. Ne grem se povezovati z posameznikovimi vodniki, brez dovoljenja itak ne, ampak skozi ta kanal, skozi ta dar pridejo določene informacije. Vse so vodniki zdravljenja. Itak se skozi, mislim, že z mano so skozi tam, ko delam. Da tudi že mogoče z nekim vprašanjem, ki ga postavim, ga podprem, mu ponudim nek pogled, da se mu nekaj zaaktivira, karkoli. Je pa seveda tudi zelo zanimivo to povezovanje z osebnimi duhovnimi vodniki, angeli in pač prenašanje te jasnosti. Je tudi zelo zanimivo. A si dobila kako za mene? A zdajle? O tem bomo pol. Ko si me prej vprašala, ko smo se pogovarjali ker nekateri mediji kanalizirajo vodnike, duše in prednike. Ker je bilo meni to tako neprijetno, sem se zaprla in sem rekla, jaz duše ne bom kanalizirala, jaz pač tega ne želim, ker to so ene informacije, ko pač niso fajne. Človek, ki je živel nekoč življenje, ima kup enih življenj in kup enih situacij in kup neprijetnih stvari in občutkov, pač ne želim, da te stvari grejo skozi mene. Ja, ampak se ti si lahko z namero to, a ne? Ja, absolutno, ampak to sem pač malo odrivala stran, da pač to me ne zanima in da to pač jaz ne bom. Ker pač nisem videla smisla, zakaj bi se za nekoga povezala, da se z njim pogovori, z nekim preminulim, kakorkoli, pač ni mi to bilo niti prijetno, niti zabavno, niti nisem videla smisla zdaj v tem. Ker vodniki pa le predajo neko jasnost, neko modrost, neke usmeritve, dobiš vprašanje na kakršenkoli odgovor, ki ga imaš, ki se tega sploh lahko zamisli, a ne. Ampak v zadnjem krajšem obdobju sem prišla do enih momentov. Pri kanaliziranju? Ja, nekako skozi moj kanal je to prišlo. Da so naši predniki pravzaprav zelo pomembni. Ja. Družila sem se z dvema šamanoma, ki sta predajala svoje znanje. In so se mi pač malo koščki v sestavljanki popravili, da v bistvu so predniki naši zelo pomembni. So del nas in mi smo del njih. In da imajo tudi marsikaj za nas. Od smislu podpore, vodstva, zdravilci predniki, modreci predniki, ne samo duhovni vodniki. In da nimajo samo sporočil, nekih 3D sporočil, a ne. In me malo spodbujajo v smeri, da se ne zahleram pred tem. Bom rekla, nisem si še dala izkušnje, sem se pa začela odpirati za to. No, jaz sem si dala to izkušnjo. V bistvu mi je Miha prenesel, a ne.
sporočila. Ampak se mi zdi, da ti, jaz ne vem zdaj, pač jaz ne vem, to boš ti vedela, ampak po moje, ko se ti povezuješ z dušami, se itak z njihovo zavestjo povezuješ in po moje njihova zavest drugačna, ko je bil človek. Ja, Ne? ja, absolutno. A veš? Zavest ali pa energija duše, Ja, delček ja, duše, se duša ja. se verjetno tudi že može reinkarnirala Tako, pa in že živi naprej, ampak del duše, energija dušena zavest pa še vedno je in ki ni omejena. Tako da se mi tudi v to smer. Ja, postavlja, tako da sem terapčna in si dajem tudi to svobodo. Tudi jaz si jo dajem in sem tudi dobila na Baliju uvid, da moram nekako čistiti prednice, da imam določene vzorce, kar ni nič, ne čutim, da bi bilo kaj narobe, če jaz to želim čistiti, veš, ker želim itak samo to, kar je moje, a ne, obdržati. In se mi zdi, da itak bom naredila nekaj dobrega tudi za njih. In bom šla na eno samo bobnanje, ki te že pelje tako v prednike in v ta svet. Super. Tako da to imam tudi zdaj septembra že. Odlično. Ja, bom pol kaj Me povedala. zanima, kakšna bo tvoja sešta. No, to. Zdaj pa mene zanima še, a se ti zdi, da, mislim, kaj je tvoje mnenje? A lahko vsi se povežemo? Ali vseeno eni manj, eni Kjer je volja, tam je pot. Super. Mislim, načeloma itak imamo vsi možnost povezave, kot otroci smo vsi imeli, pa pač odvisno po mojem mnenju, no, od načina življenja posameznika, koliko si z nekimi vzorci, ki jih skozi življenje, s programi, ki si jih skozi življenje naloada, to pač zapre ali odpre, koliko oseba dela nad sebi, koliko se raziskuje, koliko dela na odpravljanju svojih vzorcev in blokad. Toliko si pač bolj, ko si pretočen, bolj si odprt za stvari. To pač želja mora biti, no. Pa čista namera predvsem. Po moje se pravi, da... Je pa odvisno seveda po moje, ne. Nekateri imajo neke drugačne darove, mogoče namen nekoga ni, ima neko drugo poslanstvo, je pač tudi odvisno, koliko, na kak način, ali bo nekdo to uporabljal kot sem zase, stik s sabo, ali bo nekdo to uporabljal pri delu, recimo. Je razlika, no. Tudi koliko visoko in s čem in s kom se bo nekdo povezal, kakšne informacije bo prenašal. Ali bo prenašal zdravljenje, ker ne pridejo preko prenašanja, preko kanala, kakorkoli, samo informacije pa jasno, pride tudi energija, zdravljenje. In ravno to pač jaz recimo uporabljam še pri terapijah in zdaj me tudi sem malo razširila svoje delovanje v smislu, da me kličejo tudi skupine ljudi, ne več 1 na 1. Se mi še razkriva ta moja potreba po množici ljudi. Ker od nekdaj sem si želela jaz množice ljudi. Ampak sem še v fazi raziskovanja, zakaj in kaj. In to je sicer preko glasbe. Ja, to bo zelo se želim poslušalce in želim publiko in želim ljudi. A ne kot to, zdaj, ko gledam za nazaj, zakaj sem si želela take potrditve pa biti... Ampak zdaj mislim, da se mi počasi sestavlja, zakaj je ta potreba taka bila. In da me kličejo, mislim, množice, kakorkoli skupine, bom rekla. In tudi delo z skupinami, ne samo z 1 na 1. Pač na drugačen način. A ne, da bom zdaj to zamenjala, ampak kam me bo pot peljala, ne vem. Se pustim presenetiti, ampak ima tudi skupinske stvari, kot so te, jaz pravim, da ustvarjam kanalizirane dogodke, oziroma ne kanalizirane dogodke, kanalizirana potovanja s pomočjo na način
Ja, v obliki meditacije, v obliki nekih jasnosti, ki pridejo, v obliki meditacije, ker meditacija je spet širok pojem in izgleda lahko na 101 način meditacija. Kadar je kanaliziranje pa itak posebna, ker je prenešena iz višjih nivojev zavesti, iz duhovnih vodnikov. Meni je to tako, wow, pač meni je to. In takrat se zgodijo res neke druge stvari. Ko je tam skupina ljudi, ki se že v energiji poveže, vsak je z nekim namenom tam, da tudi drugega podpre. Tako odprem tudi energijske portale, da se pač za energijo, za zdravljenje, za karkoli, pač odvisno od posameznika, koliko si želi, koliko je pripravljen, koliko si dovoli in doživeti in narediti. To mi je bilo vedno fascinantno, recimo, ko je imel Miha kanalizirane meditacije, ker jaz se povezujem na nek način, a veš, ampak jaz sem na nekem, vedno so to modrosti, ki so zame koristne in ljubeče in tako, in se mi zdi, da sem na pravi poti in mi je prijetno in lepo. Ampak, da bi jaz kanalizirala meditacijo, ko je imel Miha, jaz sem si mislila, Miha, pa kaj če nobeden ne bo prišel ti povedati te meditacije, veš, pač tako, kako si lahko tako a si ti vedno prepričana, ko imaš dogodek, da bo? To nobenega še nisem vprašala, pa sem že imela tle Nino. Pač neko notranje vedenje in zaupanje. Ampak tudi mogoče se zmeniš prej, a ne? Bom rekla, včasih se, večinoma se ne. A res? Večinoma niti sama ne vem, da mogoče enega dneva pred dogodkom, koga sploh bom kanalizirala in kaj bo. Ker šele pol, ko se skupina oblikuje, se šele nekako jasno spostavi, kaj potrebuje skupina. To je mogoče izziv, hkrati pa za mene je fajn, da si jaz z umom že sprojeciram, kaj bo, kaj želim, ker pač res prepuščam, da se spontano zgodi, kar se zgodi. Ampak če si tako, tukaj te pa že malo poznam, da vem, da si tako malo control freak, kako jaz. Ja, Kako to lahko spustiš, če si control freak? Glih to sem hotela povedati, ker to je full trening za mojo kontrolo in s tem učim spuščati kontrolo. Wow. Tudi v kanalu, oziroma ko se povezujem, da res pač, da je čim manj kontrole, ker kontrola je največja blokada. In to je ena mojih največjih življenjskih lekcij, spuščanje kontrole. Tudi mene. Ampak veš, če me fora, pač itak se trudimo, delamo na tem, na spuščanju kontrole. Predvsem pri meni je pač ta strah pred spuščanjem kontrole. Grozen strah. Zakaj? Vse za kontrolo zadnje je v bistvu sem strah. Ja, itak je strah, ampak zakaj te bo pa strah spuščati? Kaj se bo zgodilo, ko če boš spustila? Aha, okej. Strah pred izgubo mogoče, strah pred neznanjem, kaj se bo zgodilo pol, strah pred spremembo, strah. In največja fora je, ko ugotoviš, da šele ko kontrolo spustiš, da takrat je v bistvu vse pod kontrolo. Samo ne s kontrolo uma. Vem. Ja, tudi jaz se to učim in moram reči, da mi je vedno, ko spustim kontrolo, mi je ful lepo. Pa kaka svoboda pride za Ja, tem. v bistvu svoboda doživljanja, kakor da bi nekoga si dovolila prvič videti ali pa prvič doživljati nekaj, a veš? Tako ful mi je dobro, no. Mislim, res kak občutek svobode je za tem, ko spustiš kontrolo, ko si res v polni predanosti, bom rekla, ponižnosti pred pač samo ne vem čem, biti, obstajati. Zdaj, ko si rekla ponižnost, sem te hotela vprašati, kako povezava z duhovnim svetom je itak tvoj način življenja, ampak kako si pa kaj ti hvaležna za to, ker jaz sem ful hvaležna, pa nimam tega, a ne. Se mi zdi, da večina ljudi, ki jih poznam, da so tako globoko ponižno hvaležni, spoštljivi do tega, a ne, da je to res nekaj dragocenega, a ni? Ja, ful je. In ni samoumevno. Ne, Res ni samoumevno. Tudi mogoče ljudi, ki jih to spremlja že od nekdaj, mogoče sem res
včasih to je malo kot samoumevno, to je tako del mene, to je tako pač. A res? Mislim, pač, ker mi je bilo spontano, ker mi je bilo naravno, ker pač in mogoče ne ceniš tega na tak način. Ampak Zato vedno pa tudi bolj nisem- si sebe Tako. Zdaj, ko se gradila, recimo, pač. in s tem, in s to Ja. rastjo, in s tem razvojem se pa dviguje in veča in zaupanje, in hvaležnost, in ponižnost. In bolj, ko se to več in dviguje, bolj se ti odpirajo vrata naprej. Wow. Meni je tako dragoceno, ko dobim kakšno sporočilo. Kako bi ti rekla, da pridejo sporočila, recimo? Mogoče ne toliko pri tebi, kakor pri nekomu, ki ni toliko odprt že za te stvari. V kakšnem Recimo- smislu misliš? Ali skozi občutke, ali skozi misli. Zdaj, pri drugih ne vem. Za sebe lahko rečem, da pride skozi moj kanal, če temu tako rečemo, jasnovednosti. Enostavno ti kar pride veš. misel, enostavno vem, kar je celo včasih še težje. A je to moj a je to moj Saj ego, to, a je a to se- moj, a se- a spet pametujem, ker pač določeno jasno zavedanje imam, a ne, in včasih je glih to najtežje. Kot pa če bi prišlo skozi neke slike, skozi nek film, se tudi čuv se včasih zbudi kot neka dodatna podpora. ali pa Dobiš kdaj potrditev. preko predmeta ali pa kaj Ja, tako. absolutno, ampak bolj razvito in tudi se mi zdi, še tudi najbolj praktično res to jasno vedenje. Jasnočutnost je spet lahko tudi zelo neprijetna. Da čutiš bolečino drugega. Da Ja, čutiš, itak to ni in sem okej, hvaležna, ja. da tega nimam, da ne Okej. rabi skozi moje občutke iti, kje človeka boli, zakaj ga boli, v tem smislu, no. Nekateri pa dobivajo skozi slike, nekateri dobivajo skozi jasnoslišnost, pa slišijo besede, kot da jim nekdo šepeta. Ful je različnih načinov pa opcij, no. Jaz jih dobim pa skozi misli. Ti dobiš skozi misli. In tudi včasih, ko pač se ni nujno, da se grem direkt povezati, pač grem v proces. Ja, dobiš, ja. Enostavno pač med vožnjo, med delom, med pogovorom s tabo, med branjem knjige, med ne vem, čemerkoli. Jaz sem dobila, ne vem, to po moje ti nisem razlagala, ustvarjam eno novo razpršilo in sem kolebala med borom in s črno smreko. Ker velikokrat pač se receptura kar spiše, a ne, in pač vem, kaj bom dala not. In tle je bila tako dilema, obe na nek način kot iglavci, da odpira dihalne poti in tako. In pa sem rekla, sem šla v Ljubljano z mami in sem rekla, a lahko jaz dobim jasnost, kaj ne dam not. In tako čez 2 uri, ko sva se nazaj peljale, jaz sem vedela, ko sem v gozd pogledala, prav tako, pred avtocesto se mi je gozd pripeljal skoraj. Okej, smreka bo, v redu. Pač, a veš. Kako dejansko zares, če prosimo, če si želimo, pa če znamo videti, dobimo odgovore. Takoj. Ja. Preko različnih zunanjih znamenj, kot je bilo recimo to. Ja, no, vse tako da, lej. Samo zaupati moramo. Zaupati pa, da si damo priložnost, da se umirimo, da lahko sploh pride do nas, a ne. Da zdaj bi pa jaz šla na tvoj zadnji talent, pa verjamem, da ni zadnji. In to je, da jaz tebe kot pevke ne poznam in bi rada, da mi vse poveš. Namenoma, nič ne vem, sem si zbrisala spomin. Bene pesmi nisi poslušala. Sem, to pa sem. Se zato, to pa vem. Zato pač najprej kdaj, zakaj, kako je Nuša postala pevka, pa naprej na pesmi zvrst. Okej. Ja, glasba je en del moje življenjske poti, del mojega poslanstva. Še vedno. Še vedno. Ni na prvem mestu na lestvici,
Je pa en pomemben del, ki ga se mi zdaj res ne smem spustiti, ker moja duša ima potrebo po tem, da se izraža na več različnih načinov, da je kreativna. In zdaj začelo se to res že 20 let je tega, še celo več, v srednji šoli. Je bila to želja tvoja? Želja se, ne vem, od kod je prišla. Bila je neka potreba po izražanju, po biti slišana, po biti prepoznana, po pozornosti, v najstniških letih predvsem. In sem pač skozi na ta način našla to neko pozornost oziroma priložnost, da se izrazim, da sem slišana, da sem, prepoznana, kakorkoli. Bom rekla, besedila itak pišem sama. No. In to je pač smisel in celo bistvo, kar se tiče glasbenega ustvarjanja, ker pač meni pač ta glasba oziroma pesmi, ki jih delam. Vedno si sama pisala, tudi pred 20 leti? Tudi edino za 2 pesmi nisem napisala sama besedila, to sta pa 2 angleški pesmi. Okay. Ker pač angleško enostavno, no bomo kar povedali z vrst, pri rapu je zelo pomembno, je ogromno besedila. Pri rapu Američani in tujci uporabljajo ogromno enih fraz, ki jih jaz ne poznam. In ne mislim, se nisem čutila sposobna, da bi napisala res dober angleški tekst. A si se pri 18 že odločila, da bo rap? Že prej. A res? Ja, že prej je bil rap. Od nekdaj je bil rap, ob štartu je bil rap. Pri 16. A res? Kako to? Takratna družba sicer je verjetno vplivala na to, ko so bili pretežno fantje in pretežno v tej družbi se je poslušala ta zvrst, ki mi je bila zanimiva, ki mi je bila privlačna, predvsem pa takrat te zvrsti ni bilo žensk. Okej, ja, v tujini ja, pri nas pa itak ne. In mi je že to predstavljalo nek dodatni izziv. Nekaj, vedno sem želela nekaj drugega, drugačnega, kar počnejo drugi, zakaj bi počela iste stvari. Predvsem pa, ker se preko rapa dalo povedati. Predvsem zaradi te izraznosti, no. Ker je vrh besedila, res da vrh povedati, no, in sporočiti. No, in glasba mi pomeni samo nek drugačen medij, drugačen kanal za isto stvar. Se preko glasbe želim predajati neka svoja sporočila, neko jasnost širiti, in tudi skozi glas, skozi katerega pride vibracija, tudi glas zdravi, se tega zavedam zelo močno. Tako da v bistvu vse je povezano. A imela si pa posluh, ko si začela? Mislim, posluh. Ne. Jaz ga nimam, jaz ne znam peti. Mislim, meni se vidi, da fušam. A ti si imela posluh? Nisi fušala? Pri petju mogoče malo manj, bila malo suverena, bom rekla, ker pač tam je tudi, če nisi naravni talent, je pač treba trenirati. Ja. Pri rapu se pa ne pozna tako? Ne pozna se tako, ampak je pa drug talent. Moš imeti pa smisel za ritem, za flow, za artikuliranje besed, je pa spet nekaj drugega. To bi bila naša, veš. Ful, bobnanje pa rap, ampak ni šans, nič zares noče. Ja. To te mora poklicati. Ja, se vem. Se pravi, a misliš, da je mogoče že to bilo v tebi, da se moraš izražati? Ja. Da moraš nekaj ti povedati? A veš? In zdaj, ko razmišljam, pa raziskujem, ker zdaj trenutno moja glasbena malo kariera pot mičken stoji, oziroma v smislu, zdaj trenutno nisem kreativna, ne delam nič na tem področju, ker se mi pač druge stvari odpirajo in razvijajo, ampak itak mora priti moment, ko si kreativen, ko pride neka ideja, pobuda. Ne vem, kaj sem se hotela povedati, kaj si me vprašala. Tudi jaz ne vem, kaj sem te vprašala. Malo misel mi je ušla. So se obe zgubile. Ne, v sporočilih nekaj v tem smislu. Ja, v sporočilih. Izražanje. Ne,
Ne vem več, oprosti. Bo že prišlo, če je pomembno, bo prišlo. Preko glasa, preko besedil, da tudi širim jasnost. In zdaj se zavedam, da sem si zastavila napačno ciljno publiko. Mojih pesmi ne poslušajo raperji, oziroma poslušajo jih. Ni nujno, ker pač rap je specifična stvar, ki ti mora biti všeč, da take stvari poslušaš, ampak zdaj mi pa drugače tudi ustvarjala. Jaz vsaj mislim za moj okus in pojme, da delam poslušljive pesmi in da ni nujno, da si raper, da poslušaš moje pesmi, čeprav je ta zvrst, tako da je zelo dinamična in melodična, nekako probam poskrbeti za to. Ker sem videla Slovenci, da ta kolektivna zavest Slovencev enostavno ne razume, kaj želim sporočiti. Razen skupina ljudi, kot smo ti, jaz, ljudje z nekim višjim nivojem zavedanja, z malo več jasnosti, ta sporočila in moja besedila čuti zares. Ampak a veš, velikrat, jaz vem v svojih letih, da nisem niti poslušala, ne? Ker nisem bila nikoli tako povezana z glasbo. Ampak rap se ponovadi pa posluša. Ja, rap se pa posluša. In zdaj ugotavljam, da v bistvu moja glasba in nekako tudi zaupam v to, da bo še dosegla prave poslušalce, da jih še ni. Pa da boš kaj spremenila zvrst, ali da ne boš? Zaenkrat ne čutim potrebe po tem, ker v bistvu gre samo za predajanje sporočila. A so sporočila namenjena ženskam samo? Ne, vsem. Ampak ena pa je za ženske, tako zelo. Ena je tipična, kot tudi z naslovom Kraljica, oziroma Vreme vase. In tam sem videla, da imaš nekaj potetoviran. Ja, kronico imam na telesu, da res ne pozabim na svojo krono, ki jo nosim tu v srcu, v duši. In vsaka pesem, ki nastane, pravzaprav nastane iz mene in privrsti za mene. Ja. In vedno prigovarjam in spodbujam najprej sebe in s tem pol tudi druge. Pa, veš, kaj mi je pa zanimivo, pa mi boš ti povedala, a si ti pred 10 leti isto čutila te pesmi? Zdaj, najbrž jih čutiš še bolj zdaj. Kar sem napisala recimo takrat s tistim zavedanjem in jasnostjo, sem itak to čutila, da sem to lahko dala ven. In danes, ko nekatere pesmi poslušam za nazaj, šele ugotovim, mater, res imajo težo. Ja, no, vse to ti hočem reči, da šele pol mogoče vidiš. Koliko tega sem zdaj jaz ponotranjila. Ja, koliko si ti ponotranjila, pa koliko si mogoče takrat želela. Ja. Ne? Ja, točno to. Wow. Listen to a heart, ki je nastal več kot 10 let nazaj, poslušaj svoje srce. Takrat sem začela govoriti o tem, da je to bistvenega pomena. Mislim, ful mi je zanimivo to, veš, da dajemo taka da recimo ti daješ taka sporočila, po drugi strani pa nima človek pri tebi občutka, jaz sem pa vse naredila, mislim, a veš, kako bi ti rekla, jaz sem pa vse to že prehodila. Vsi se učimo celo življenje, a ne, in v tem je point. Ja, in ko gremo enkrat na to pot, je delo. Never ending story. Delo. Zdaj pa bi jaz proti koncu te vprašala, mogoče kaj bi še rada skreirala. Prej si že rekla dogodke za večje skupine, še mogoče kaj drugega, kar je v tvojem, bi igrala v filmu recimo, ali pa ne vem. Tudi to so bile že moje želje. Sem igrala tudi v amaterskem gledališki predstavi, mi je bilo zelo zanimivo, tako da tudi v filmih bi igrala, če bi me vprašala včasih. Pač dan bi mogel imeti malo več kot 48 ur, da bi jaz se tudi počela. Tako da jaz se pač puščam odprta, kam mi prihodnost prenaša, kjer v smer me pele. Absolutno pa je moj cilj slediti
sebi, svojemu srcu, svojemu poslanstvu in si ga dovoliti razvijati, se ne omejevati na čas, kraj, prostor, število ljudi. Ampak čutiš pa tudi, da je tvoje poslanstvo podpora drugih. Absolutno. Zdaj pa, a je to na način 1 na 1, a je to na način v skupini, a je to na način nadaljavo, pač opcije res velik. Ja, se tudi pol sproti vidi, kaj, tako da. Kaj delaš, ko ne delaš? Kako si polniš baterije? Sigurno je to narava. Najprej narava, ker tam je pač najbolj na dosegu roke. A si na vasi? Živim ob gozdu. Wow. Sicer v kraju ob robu gozda. Tako da sem obkrožena z enim in z drugim, tako da lahko hitro skočim v gozd. To sem ful vesela in hvaležna, da imam to možnost. To me najbolj resetira po napolni, pa živali. A si od nekdaj povezana z živalmi? Od nekdaj. Od kolikega leta? Živali in naravo res ful čutim. Živalmi pa, mislim, že od mala deklica sem že piščančke, pa muce, pa eno, pa drugo, pa pol prvi kuža. Pa predvsem s konji sem močno povezana. Ja, s konji pa že od nekdaj, od mojega 10. leta. Takrat sem prvega konja v bistvu dobila svoje življenje in so me spremljali do nekaj let nazaj, ko moj ta najbližji, najljubši pač šel. Ampak mi daje vedeti, da sva še vedno povezana v spiritu, da pač to fizično življenje pač ni. Ker sem pač po nekih, ko rastem pa raziskujem, mi je pač prišlo ene stvari povedati, in ko sem ugotovila, česa vse me je učil, ko je še v fizičnem zemeljskem tu bil, in pač nisem do tega sposobna, oziroma nisem bila na tem nivoju zavedana, nisem bila s tem razmišljanjem, da bi bila tako odprta, da bi lahko bila sprejela vse to, kar mi je dajal ponudil, in res je bil moj ful dober terapeut. Pa nisi pol imela več, ne razmišljaš o tem? Absolutno bi, sem ta način življenja. Ja, vem. Pogrešam konje, pogrešam njihovo energijo. Koliko dolgo jih nimaš? Mislim, da na 3 leta, odkar več ni. 3, se mi zdi. Zdaj imaš pa kužka. Vzem kužka, kuža je vstal. Ampak s konji se pač si dam stik, grem jahat, grem po boža, grem po cartat, ampak veš, ko imaš pač z eno živaljo res tako vez, res pogrešam to, no. Ampak zahteva način življenja in čas, in ki ga pač danes nimam. Tako da. Pa hribi? Pa hribi. Razgledi, ko priješ na vrh, ko je že energija, ko je vibracija na vrh. Mislim, hribi me tudi ful polnijo, ful. In zadnjič sva bile na vezi, preko Voiceov sva mi je predvsem, in si rekla, da greš na zmenek s sabo. Si šla na Uršlo goro, ali kako se reče. In si večkrat daš to? Premalo. Ok, sprehod in te stvari. Pa prav tako pol dneva zase. Zmenek v smislu, da res vzameš čas in namensko greš sam. Včasih kar iščemo, kdo bi šel z mano, pa bi šla tja, pa kdo bi šel z mano, pa zakaj rabi to iti z mano? Sem sama sebi najboljši prijatelj. Se res? Kaj še čas zate? Bom rekla, kar povezovanje, kanaliziranje, kakorkoli, z višjimi nivoji, ker takrat se tudi, če delam to za nekoga drugega, ali za skupino, ali za posameznika, takrat ogromno jaz dobim. In mene to hkrati toliko napolni, hkrati dobim jasnost, ki je itak univerzalna za vse. Hkrati vsa ta energija in zdravljenje teče skozi mene in me ful napolni, me ful regenerira. Mogoče nisva, če bi ti rekla, to sem te mislila že prej vprašati pri tem, kaj bi bila pozitivna stran kanaliziranja? Kaj ti da, kakšno usmeritev recimo? Kaj, a veš, kakšne svoje izzive ali pa da si... A meni osebno ali na splošno? Karkoli. Kjerkoli človek potrebuje, ne vem,
podporo, jasnost, usmeritev, si pred nekimi odločitvami, pa ne veš, kako se odločiti, katera pot je prava za tebe. Ali bi rad odpravil neke vzorce blokade, pa ne veš, na kak način, ali bi rad izboljšal kak odnos, ali enostavno pač ne veš, kaj je tvoje poslanstvo, kaj si v življenju želiš. Se ti zdi, da boljši človek postaneš s tem, ko se povezuješ? Absolutno. Zdaj, a to naredi pač medij kot skozi kanal, ali tudi oseba, ko pride, če dobiš neko jasnost. Predvsem pa se mi zdi ful pomembna tu integracija. Eno so sporočila, ki pridejo, in informacije, ki jih slišiš. Drugo je pa, da ti to pol integriraš v življenje, da ti to resnično uporabiš in živiš, to je pa druga stvar. Meni se zdi, da bi mogli to itak slišati že tako otroci včasih, ki so nesigurni, a ne? Se mi zdi, da ti da to zaupanje, da je na nek način življenje lahko bolj lahkotno, a ne? S čim bi jaz zaključila, pa boš ti povedala, s čim bi ti zaključila, pa se bova pol midve še naprej družile, ker morava iti, a ne? Jaz bi rekla, da če sem že omenila to lahkotnost, da meni je tako v tem trenutku zelo pomembno, da sem tukaj in zdaj. Da sem v trenutku in da takrat, ko si v trenutku, živiš sebe. In to mi daje eno tako lahkotnost. In ravno zato sem mogoče dobila za to razpršilo in the moment, navdih, da se v bistvu zavedamo sebe. Ker se mi zdi, da sem se jaz premalo zavedala, a ne? Ker živimo tu, v tem telesu, tukaj in zdaj. Še mogoče to bi delila, eno informacijo. Domorodci, afriški, še 3 generacije nazaj niso poznali preteklega in prihodnika, samo sedanjik. Za njih ni obstajalo, bilo je takrat pa takrat je to rekla. Ne, češem se, jem, govorim, tu sem zdaj s tabo, ne, kaj sem ti zadnjič nekaj me razjezila, pa ne obstaja prihodnost, tu zdaj in živim sedanjik. Ker tu živimo, v tem trenutku. Točno to. Mi smo pa v večini, ali smo v preteklosti, ali smo v prihodnosti, samo tu ne biti. Ja, vem. Samo tu ne biti. Pa v telesu. Vse posod drugje. Bo to tvoj zaključek? Naj bo. Okej, naj bo. Nuša, hvala lepa. Res. Hvala, Darja. Ful sem ti hvaležna, upam, da ti je bilo v redu. Ful fajn. Oh.